ta okoljska komponenta, na katero opozarjamo, ima še drugo plat. In to je to, da morda ni najbolje, da smo ustvarili sistem, ki je ekonomsko izredno učinkovit, okoljsko je pa dosti, bi rekel, prav zastrašujoče, kar počnemo Evropejci s svojim načinom življenja. Da Evropejci želimo svoje gozdove ohraniti in nas prav nič ne zanima, če rabimo sojo ali pa palmovo olje, kje in na kakšen način to proizvede. Zato, ker imamo denar in bomo to kupili. Globalno gledano smo pa vsi na enem planetu in povzročamo ogromno škodo. In tukaj imamo zdaj pač en tak, rečemo, začaran krog, rečejo podnebni znanstveniki, ne? Dobrodošli v podcastu Samo en planet. Spremljate nas lahko na kanalu YouTube in na naši spletni strani. O čem bomo govorili danes? Spregovorili bomo o prsti, ki nas hrani, o gozdovih, ki nas varujejo in nam dajejo les, in o zelenju, ki zmanjšuje pregrevanje v urbanih okoljih. To samo na kratko, seveda, bomo spregovorili še o marsičem drugem. Z nami so dr. Nika Kranjc, direktorica Gozdarskega inštituta. Nike, pozdravljeni. Doktorica Maja Simoneti, krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka na Inštitutu za politike prostora. In dr. Žiga Malek, krajinski arhitekt, okoljski znanstvenik, znanstveni sodelavec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, pa še veliko drugih funkcij bi lahko naštela, ampak mislim, da je za začetek to dovolj, se bodo razkrile še vmes med našim pogovorom. Hotela sem začeti tako zelo formalno s temi najbolj aktualnimi in perečimi vprašanji. Potem pa me je danes prešinilo, da ker bomo govorili tudi o drevesih, bi vam rada en zelo, zelo kratek citat iz knjige Otok pogrešanih dreves prebrala vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem podcasta Samo en planet. In sicer besede, ki jih spregovarja drevo, to drevo je figa, ki je rasla, oziroma veja fige, ki je rasla na Cipru in zdaj živi v Londonu. Takole pravi: človeški čas je linearen, jasen kontinuum od preteklosti, ki naj bi bila že pri kraju, proti prihodnosti, ki velja za nedotaknjeno, neskaljeno. Vsak dan mora biti povsem nov, poln svežega dogajanja, vsaka ljubezen povsem drugačna od prejšnje. Slast človeka po novem je nenasitna in nisem prepričana, da jim zelo koristi. Drevesni čas je cikličen, povraten, večen. Preteklost in prihodnost dihata skupaj v tem trenutku in sedanjost ne teče nujno samo v eno smer, temveč riše kroge v krogih, podobne letnicam, ki jih vidite, ko nas posekate. Poetičen začetek za zelo pragmatične teme, o katerih bomo danes govorili, pa vendarle gozd, drevesa, to je res nekaj primarnega, nekaj, kar nosi človeški spomin oziroma svoj spomin in tudi našega. In zato najbrž ni nenavadno, da imamo do dreves rahlo ali pa močno čustven odnos. Kaj menite? Nike, kaj bi rekla? Ti poznaš življenje dreves, poznaš gozd, poznaš ljudi, ki v gozdu delajo, so vsak dan z drevesi. Je prišla do tebe kakšna taka zgodba podobna tega odnosa do dreves in te ljubezni, če lahko tako rečem? Jaz sem se po poklicu gozdarka, in gozdari imamo pač mogoče malo drugačen pogled, malo manj čustven pogled na drevesa in gozd, ampak kljub temu se pri svojem delu srečujemo tudi z izjemnimi drevesi, kakor jim pravimo. To so drevesa, na primer, ki so povezana z družinami, z kmetijami ali pa z posebnimi kraji v naseljih. In skupina gozdarjev se je odločila in zbrala te zgodbe stoletnih dreves.
Zato, ker so to dejansko povezane z generacijami, naprimer, ki so živele na kmetijah in so se zanimive zgodbe. Drugače pa v gozdu je na 1 hektar na stotine dreves, zato gozdarji mogoče malo drugače gledamo na posamezno drevo. Zdaj, ko pa pridemo v mesto, naprimer, imajo pa drevesa spet čisto drugačen pomen in tudi prebivalci mest seveda gledajo spet drugače. Tako da tukaj je zelo, mislim, da kot ste sami rekli, drevesa so zelo posebna in pa tudi odnos do njih je lahko zelo različen. Maja, se strinjaš s tem, oziroma tvoje področje delovanja je seveda prostor, urbani prostor, znotraj katerega skušate, vsi tisti, ki si za to prizadevate, naseliti čim več zelenega in sem seveda v prvi vrsti sodijo tudi drevesa, ki nam izboljšujejo zrak, ki nas ščitijo pred prehudo vročino. Ja, absolutno. Drevo je kot rastlina, posamezna rastlina, eden najmočnejših gradnikov zelenega sistema v urbanem okolju, nedvomno. Njegove, likovne razsežnosti, čustvene ali pa te dolgoživost, kot neka značilnost in pa dobrodejni vplivi na življenjsko okolje, tako v smislu vročin ali pa zadrževanja vode, kot predvsem dobrega počutja in zdravja človeka, so tako velike, da je drevo izjemno pomembna prvina. Tako da mi se ukvarjamo z varstvom teh dreves, predvsem pa tudi z načrtovanjem prostora za njihovo rast. V današnjem času postaja to pravzaprav v urbanem okolju največji izziv. Kako sploh posaditi novo drevo, da bo raslo, da bo postalo dolgoživo. Tudi mi zbiramo zgodbe, tudi mi skušamo preko tega doživetega odnosa nekako zbuditi zanimanje za dobro vzdrževanje, za strokovno vzdrževanje in za nego, ki pač omogoča dolgoživost. Za rast drevesa, katerekoli rastline, pa tudi za življenje človeka, so tla, prst najpomembnejša in nepogrešljiva. Žiga, ti si opravil na stotine, verjetno se nisem zmotila v številki, raziskav v različnih državah po vsem svetu in verjetno redko kdo tako dobro pozna spremembe, ki se dogajajo v prsti in mogoče predlaga ali pa vsaj pozna veza rešitve, ki bi nam lahko pri tem pomagale. Ja, zdaj ne bi rekel, da ni bilo na stotine, nič predvsem let, pa tudi so ljudje, ki vejo precej več od mene in da sem tudi vesel, da sem danes na tem omizju, ker se tudi od sogovornic sem se sam veliko naučil, sploh, ko sem kaj bral od njiju. Ja, zdaj drevesa recimo, zdaj, če gledamo to z nekega slovenskega stališča, se pogosto to jih domnevamo kot nek obnovljiv vir, tla pa niso obnovljiv vir, so pa saj ne v neki človeški dobi. Zdaj, tudi že pri drevesu, če jaz danes posadim drevo v vrt, vprašanje, če še moja hčera, ki je ekonomsko imela od tega, oziroma lahko plezala po njemu, razno, če posadim kakšno eksotično, hitro rastočo drevo, medtem ko pri tleh, pa tukaj govorimo o nekaj človeških generacijah ali pa celo nepovratni škodi, kar se je videlo dostikrat na primeru, recimo teh tudi antičnih civilizacij, ko še danes vidimo ostanke degradiranih tal, in se ni več pobralo. Zdaj, v času nekih podnebnih sprememb smo pa, zame to ni nek edini in najpomembnejši, ko bi rekel, način, kako spreminjamo podnebje, ampak je samo še en dodaten ali pa žebel v krsto od vseh ostalih, ki pa pri katerem tvegamo, da nam uhaja izpod nadzora, kar pomeni, da morda ne bomo mogli več uživati v urbanem zelenju, takšnem, vsaj neko, kar si ga zaenkrat želimo, pa ga potrebujemo. Če še ostanemo pri prsti, pa bomo potem seveda spet šli nazaj na gozdove, ki so, kot smo rekli že na začetku, zelo pomembni. Tla so tista, ki nas prehranjujejo, ne samo človeka, našo egocentrično vrsto, ampak tudi živali in rastline. Se pravi, brez prsti, brez rodovitne prsti življenja na planetu ni. Ta prst se spreminja
smo rekli, podnebne spremembe, potem pa še drugi vzroki, kateri recimo, ne, kaj, pa če ostanemo mogoče v lokalnem okolju, katera so tista področja v Sloveniji, ki so najbolj na udaru in se najbolj spreminjajo in posledica česa so te spremembe? Ja, zdaj, kot prvo, tla so življenje, ne? Tla niso nek neživ organizem, kaj dajo življenje. V samih tleh je ogromno življenja. Zdaj, če skopljamo, tukaj ne gre zdaj samo za črve, pa polže, pa res rovari ogromno stvari v zemlji in tudi to je samo življenje. In tudi, ko govorimo recimo o podnebnih spremembah, to poskušamo znanstveniki vedno poudarjati. Pogosto zaradi dreves ne vidimo celega gozdova, kako bi rekel, gozda, ker v resnici sama tla so tudi zelo pomembna pri blaženju podnebnih sprememb, pri blaženju vseh ostalih bi rekel, stvari, ki nam škodijo, recimo delujejo kot goba v času poplav, omenil sem že ta ogljični cikel, so tudi vir biotske raznovrstnosti in tako naprej. Tako da se gre za mnogo več kot samo za hrano, ali pa da so nek substrat. Tla so sama po sebi zelo pomemben ekosistema. Zdaj, kako pa tla spreminjamo? Zdaj v Sloveniji zelo pogosto govorimo o recimo pozidavi. To je, čeprav nekako na prostorski ravni, če bi se pogledali zemljevid Slovenije, še zmeraj imamo največ gozdov, pa potem imamo travinja, pa kmetijske površine, še zmeraj sorazmerno malo je delež pozidnih površin, ampak nas pa lahko skrbi ta hitrost. Nekje od leta 90 smo za 80% povečali površino pozidanih površin in pozidane površine, kot so recimo tukaj, kjer smo danes, pomenijo res nek nepovratno izgubo tal. Praktično nemogoče, da bi mi zdaj tukaj cesto, tole jamovo izkopali in bi se tla vzpostavila. Tla pod njimi niso več tla. Ponovadi to zemljino smo odnesli, prinesli smo drugo zemljino, utrdili smo jo, kompaktna tla so zdaj to. Tako da, kot sem že prej omenil, arheologi, ko kdaj delajo železniško postajo in najdejo dejansko spremenjena tla iz časa Rimljanov. In isto delamo tukaj zdaj, mislim, da mi smo spremenili precej večji del. Prekinili smo ta vodni cikel in tako naprej. Tako da ta hitrost je nekaj, kar nas utegne skrbeti, pa Slovenija majhna, imamo dokaj velike zahteve do našega prostora, zato je vsak, bi rekel, hektar, pa kvadratni meter tal, ki ga izgubimo, je res škoda, da ga izgubimo. Zdaj treba dobro premisliti, zakaj ga izgubljamo. Žiga pravi, da imamo gozdov dovolj, oziroma vsi nekako vemo in slišimo velikokrat, da Slovenija ima bogate gozdne površine, da se nam ni treba bati, da bi gozd pri nas izginil. Je to res, oziroma kakšen gozd imamo, v kakšni, če uporabim to malo grdo besedo, kondiciji so slovenski gozdovi? Ja, jaz bi samo, če se lahko prej navezala še na to, ne pomen tal, zato ker tudi gozdna tla so zelo pomembna. In sicer mi ocenjujemo, da toliko biomase, kot je nad zemljo, je tudi pod zemljo. To je pomemben zaradi skladiščenja ogljika, naprimer. Ocenjujemo, da taka zaloga ogljika, kot jo vidimo, je tudi pod zemljo. In to je najbolj v bistvu pozabljen vir, zato ker ga enostavno ne vidimo in ne znamo oceniti tega bogatstva. To je ena stvar, druga stvar pa je v bistvu tudi malo navezava na klimatske spremembe. V bistvu se je ta trajnost, ki jo mi toliko zelo poudarjamo in smo toliko zelo ponosni na to gozdarsko šolo, se je razvila tudi iz te v bistvu katastrof, ki so se dogajale zaradi preveč izkoriščanja v preteklosti in Kras je naprimer tak primer bil, ker se je zaradi vetrne erozije, ker je bil gozd posekan, se je pojavila kamnita puščava. Potem smo rabili več kot 100 let, da danes ugotavljamo, da zdaj pa Kras preveč zelen, da imamo preveč gozda in da v bistvu je to moteč faktor, ne naenkrat postal. Tako da toliko v bistvu v tej povezavi. Kar se tiče pa kondicije naših gozdov, moram reči, da 15 let ali pa še več, pred letom 2010 so bili v bistveno boljše kondicije. Priraščali so bistveno boljši, se pravi, lesna zaloga se je povečevala, tudi poškodovanost, kot ocenjujemo že od leta 1991, je bila še vedno tam nekje pod 25%. Po letu 2010 so postale pa skozi bolj vidne posledice klimatskih sprememb in ugotavljamo, zdaj zaključujemo te cikle naše nacionalne gozdne inventure in ugotavljamo, da se v bistvu prirast dreves, debelinska prirast zmanjšuje. Pri vseh drevesnih vrstah, ne samo pri smreki in bukvi kot našem glavnem gradniku naših gozdov, ampak tudi pri hrastu in pri jelki. Tako da to je en jasen pokazatelj, da se slabša stanje gozdov. Kot prvo in drugo, v bistvu od leta 2014, od tega velikega žledoloma naprej imamo skoraj vsako leto, se nam ponavljajo te velike površinske katastrofe. Tako da,
kar je dobro pri gozdu, zdaj spomladi, ko se zeleni, je vse zeleno. Skoraj ne opazimo več, tako nadaleč ne opazimo tega, kar se dogaja, ampak vse študije pa kažejo in tudi naprimer usutost dreves, se pravi poškodovanost dreves, stalno narašča. Zdaj prihajamo že tam nekje, ocenjujemo, da je močno poškodovanih že čez 25 oziroma čez 35% dreves pri teh ključnih drevesnih vrstah. Tako da te v bistvu stalni monitoringi kažejo, ampak to je treba res detaljno iti pogledati, da se to opazi. Ker kot elastika, lahko raztegujemo in je vprašanje, kdaj bo prišlo do še večjih katastrof v gozdovih. To so pa kar zaskrbljujoči podatki, ki si jih zdaj navedla, ne? So, ampak še zmeraj, lahko rečem, pa imamo še zmeraj lesno zalogo, ki se nam sicer povečuje, ampak dosti manj, kot se nam v preteklosti in tako naprej. Tako da vseeno, in to so trendi, ki se kažejo po celi Evropi, nismo mi tukaj slabši, čeprav po enih analizah kaže, da se v bistvu ta povprečna temperatura letna pri nas bistveno hitreje povečuje, kot v nekaterih drugih delih Evrope. Tako da imamo res, tudi malo smo klimatsko na takem, geografsko na taki poziciji, da smo v malo slabšem položaju, se mi zdi. To seveda pomeni po eni strani zmanjševanje biotske raznovrstnosti, ker pač nekatere rastline, ne mislim samo drevesne vrste, ampak tudi druge preprosto ne bodo več imele pogojev za življenje. In seveda prihajajo potem nove vrste, ki zasedejo njihov prostor. Ja, absolutno. Mislim, s tem se zdaj srečujemo. Ko govorimo o invazivnih rastlinah, so to te zgodbe. To so rastline, ki jih prinese veter, ki potujejo s tovori in tukaj najdejo ugodne življenjske razmere. Rastline, podobno kot človeka, pravzaprav podnebne spremembe izrivajo iz njihovega življenjskega okolja. One imajo nekatere, to srečo, da lahko s semeni ali po zraku ali s tovorom potujejo ali pa z vodo tudi. Podobno je z živalmi. Živali so sicer manj gibljive, zato so bolj vse prisotne slike o izginjanju živalskih vrst. Izginjanje rastlinskih vrst se rahlo slabše zavedamo, ker pač imajo malo boljšo sposobnost selitve na nove lokacije, kjer je še vedno življenjsko okolje primerno. In tukaj imamo zdaj pač en tak, rečemo, začaran krog, rečejo podnebni znanstveniki. Podnebne spremembe po eni strani ogrožajo naravo in izrivajo naravne vrste iz njihovega okolja in iz življenja nasploh, krnijo biotsko pestrost. Po drugi strani pa mi potrebujemo ravno to, močne, biotsko pestre in vzdržne ekosisteme, se pravi rastline, živali skupaj z njihovim življenjskim prostorom, posebej tlemi, ki nam potem lahko nudijo to neko odpornost okolja, kakovost okolja, da sploh lahko živimo. Tukaj govorimo o temeljnih pogojih za življenje, o zraku, vodi, hrani, brez tega, kot se reče, nam živeti ni. Tako da ta, bom rekla, prizadevanja za biotsko pestrost in predvsem za varstvo ekološke vrednosti tal postajajo zdaj kar naenkrat en močen kriterij prostorskega načrtovanja, razvoja naselij in s tem se zdaj več ukvarjamo, kot smo se v preteklosti. Bistveno več je, bom rekla, dobro informiranega načrtovanja in iskanja rešitev, ki bodo omogočile rastlinam življenje in sobivanje z drugimi rastlinami in živimi bitji. To drži, Žiga, ko si ti začel s temi raziskavami, v širši javnosti tega zanimanja še ni bilo toliko. Se ti zdi, da počasi spoznavamo to, o čemer ste zdaj vsi trije govorili, to pomembnost tal, prsti, v kateri vse živi in iz katere vse zraste. Zdaj sem študiral na Biotehnični fakulteti, ker so v tla skozi pomembna. Smo kopali vzorce, pa na Pokluku smo šli vsako leto, smo imeli pedološke vaje in tako naprej. Ampak če primerjam malo Evropo z kakšnim drugim delom sveta, mislim, da bi bilo to lahko res, mogoče zato, ker so nas malo kasneje te posledice, smo le del nekega zmernega podnebja in so nas malo kasneje te posledice zdaj so se pojavile. Recimo,
ko govorite z ljudmi, ki živijo v bližini ekvatorja, tam je to precej pomembno. Tudi vse te iniciative za recimo, za obnovo tal, recimo ta bonski izziv, da je treba posaditi več kot 200 oziroma obnoviti več kot 200 milijonov hektar degradiranih tal in tako naprej. Tam so se tega že prej zavedali, ker tam dejansko je izguba tal bila na taki ravni, da je vplival na državno varnost praktično. Gledamo te slike. Jaz, ko sem bil majhen, se spomnim teh slik iz vzhodne Afrike zaradi suše. Suša je bila še toliko hujša zaradi degradiranih tal, recimo. Ne. Zdaj, recimo, pa prej bi ste začeli s knjigo, ne. Če bi začeli s Steinbeckovo knjigo, z Johnovo, bi pa lahko začeli s tem delom teh družin, ki so v teh peščenih viharjih v začetku 20 let izgubili vse, ne. Ker takrat se je tudi zaradi nekega intenzivnega kmetijstva bil nek sistem, ki je bil ekonomsko izredno učinkovit, tudi izredno produktiven, pa je prišel čez noč vihar in je odnesel cel zgoren horizont tal. In tal ni, ti ne moreš imeti ničesar. In pa je zanimivo, da se je nekje v nekem takem okolju, kot so ZDA, ker jim ni bilo mar, tudi takrat ne za okolje, se je pojavil že ta princip ohranitvenega poljedelstva, da je treba tla ohraniti, da je treba razviti tip kmetijstva, ki tla ohrani. In zdaj imamo države, ki jih ne bi drugače povezovali z nekim okoljevarstvom, kot so ZDA, Argentina, Brazilija, ki prednjačijo v tem, pa tudi Avstralija. Ne? Preprosto zato, ker v nasprotnem primeru tla izgubijo. Pri nas pa do tega še ni toliko prišlo. Meni se včasih zdi, da morda res še nismo toliko škode doživeli, pa ne govorim to samo o tleh, tudi kar se tiče poplav in vsega tega. Da bi nam bilo bolj mar, ker še zdaj, vi ste rekli, da ljudi zanima, ampak mislim pa, da jih še bolj zanima, kako bo pa zelen prihod in otežil življenje, pa podražil avto, pa podražil gorivo, pa podražil meso, medtem ko na nekaterih koncih sveta te ali debate ni, je treba nekaj storiti, ker potem, ne vem, recimo, jaz sem dosti delal v Kazahstanu, in tam je bil primer, ko zaradi izsuševanja oziroma izginotja Aralskega jezera preprosto so je odnesli ta material 1000 kilometrov stran in je odnesli vasi, odnesli ceste, dejansko izgubiš infrastrukturo in to je drago in težko in praktično nemogoče odstraniti. In zato si zdaj prizadevajo to nekako obnoviti, ampak je že praktično prepozno. Ne. Smo preveliki potrošniki vsega, trošimo preveč. In zakaj se tako težko odpovemo nekaterim rečem, ki niso nujno potrebne? Pretežko vprašanje. Težko vprašanje. Ampak zelo povezano s tem, o čemer je Žiga ravno kar govoril. A ne? Mislim, da že hočemo vse in to vse v danem trenutku, se pravi uvoženo hrano z vseh celin, vse druge izdelke, da jih ne naštevam, potem seveda okolje ne more ostati nedotaknjeno. A ne? Tukaj mislim, da je resno vprašanje trajnosti, in to, da bi res mogel vsak pri sebi razmisliti, kaj je trajno. To je ena stvar in druga stvar je, da je še vedno to, kar pravite v bistvu oskrba, da govorimo o kratkih oskrbovalnih verigah, da gledamo v bistvu, kaj lahko mi sami proizvedemo v našem okolju, kaj je tukaj naraven, kaj lahko naprimer pridobimo v našem prostoru in da se bi tudi ljudje začeli zavedati, da pač paradižnikov januarja ne moremo vzgojiti. In da to pride od nekod. In da neke stvari, ki niso nujne v življenju, temu se bi lahko, po mojem, odpovedali in predvsem iskali to, kar nam narava omogoča. Ker imamo srečo, naprimer, za razliko od držav, ki jih je Žiga omenil, to, da imamo res v bistvu še vedno malo površinsko rabo. Pri nas je še zmeraj kmetijstvo ni tako ekstenzivno, tako nimamo takih ogromnih polj, kot tudi ene države v Evropi, Francija in podobne te, kjer so hektari in hektari monokulture. Naprimer, samo ene kulture. To v gozdarstvu smo zelo zgodaj spoznali, da monokulture niso stvar prihodnosti, da to ni dobra rešitev in zato že kmalu po vojni se je začel uveljavljati ta princip različnih drevesnih vrst, mešanih gozdov, ker je tukaj stabilnost, pestrost in ena taka večja garancija za prihodnost. Tudi za dohodek, naprimer, kmetov, lastnikov gozdov. Čeprav imajo vsi še zmeraj najrajši smreko, ampak vseeno spoznavajo, da je boljše, če poleg smreke imajo tudi druge drevesne vrste v gozdu, da je neka pestrost vzpostavljena.
In tukaj pač kmetijstvo zaradi svoje načina predelave drugačen. In tukaj mislim, da smo velikrat čist na drugih bregovih, gozari pa kmetici, ampak ker mislim, da je že sam ta dimenzija, časovna dimenzija, ne, pa nas je to vedno razmišljamo, zdaj kar sadimo, bomo želi čez več kot 100 let. Ne. In je ta v bistvu razmislek naprej. To je anekdota, mislim, da nizozemskega kralja, ki pred nekaj 10 leti vprašal, če so hrastovi gozdovi za jambore že dozoreli. Ampak skratka, je druga dimenzija, časovna. Zdaj, tudi v urbanih okoljih težite predvsem krajinarji in načrtovalci prostora k večji pestrosti rastlinskih vrst v nasadih, v parkih, na zelenicah. Koliko vam to uspeva? Ne? Ker angleška travica je nekako najenostavnejša, ne, za vzdrževanje. Treba jo seveda obilno namakati, ampak s tem se bomo ukvarjali potem, ko bo zmanjkalo vode. Ne. Skratka, kako ste uspešni v tem, da ustvarjate take lokalne biotope, da tako rečem, pestrih, različnih rastlinskih vrst, kar seveda pripelje tudi zelo različne drobne živali, ki živijo v tem sistemu. Ne. Koliko ste v tem uspešni v urbanih okoljih? Ne? Ti svetuješ različnim... V duhu težkega vprašanja predhodnega smo uspešni. Zmerno, počasi napredujemo. V bistvu vprašanje tega, česa se zavedamo in kako ravnamo, je verjetno trenutno največje vprašanje. Kot rečeno, znanstveniki in filozofi govorijo, da vse vemo. Vse podatke poznamo, že mladi znanstveniki pravzaprav vlečejo voz, sploh ne rabimo gledati daleč nazaj in dolge časovnice, ker imamo res izjemne, tudi novejše podatke in informacije, povezane, celovite poglede. Ne vem, Bruno Latour in Nikolaj Šulc pravita, da je v bistvu največji izziv doseči soglasje o tem, da so spremembe potrebne. Tako da mi smo na tem, da se ukvarjamo z enim vidikom urejanja prostora, ki je že tako nekako velja za nekaj, s čimer se ni treba zares strokovno, kaj šele znanstveno podprto ukvarjati. To pač vrt pa res zna vsak narediti, pa drevo posaditi. Tako da nismo zelo uspešni, ampak vse to seveda je vedno bolj prisotno. Vedno več se govori o pomenu mešanja vrst, vedno več je znanja o tem, da enovrstni drevored je bolj ranljiv na bolezen, na pritiske okolja, vročine, suše, kot če posadimo različne vrste dreves v drevored. In podobno seveda velja za travo. Tukaj ni samo vprašanje udobja ali pa ugodja, vzdrževanja, ampak navad in tudi podob. Mi smo tako navajeni na to likovno podobo. Ta podoba ploskve in potem dreves je neka taka pretežna podoba nezunanjih ureditev urbanih. Potem je tukaj še cvetje, nekaj cveti, tukaj pa tam je kakšen grm. To so zdaj pač neke likovnosti, na katere smo navajeni, in navada je železna srajca. Ljudje se od tega težko poslovijo in pod tem so pa seveda še celi velikanski sistemi, ki to vzdrževanje te podobe vzpostavljajo. Ta posel tudi ni zanemarljiv. In zdaj, ko pridemo z manj košnjami, ko pridemo z drugimi živimi bitji, ki se jih pravzaprav skušajo lastniki zelenih površin in vrtov znebiti, smo pravzaprav enih takih nešteto drobnih konfliktnih situacijah, tako da je treba biti kar potrpežljiv in počasi ponavljati. Kar je res, se mi zdi dobrodošlo, je to, da se je znanost spustila na ta nivo, da veliko komunicira z ljudmi in da je res, mislim, z moje perspektive je COVID naredil fantastičen preskok, kar se tega tiče. Osebna izkušnja pomena stika z naravo, z možnostjo iti v park, v gozd, je bila tako močna, da je naraslo tako število raziskav znanstvenih na vseh možnih področjih, kot pač tudi ta volja v ljudeh, pa je res treba nekaj narediti, se to res potrebujemo.
ni zdaj več samo volja nekih specialistov, ampak je pravzaprav in bolj splošna volja. In bolj, ko je ta volja splošna, bolj smo v bistvu učinkoviti potem v teh priporočilih. Vse pa to seveda že dogaja, ampak res to so neverjetne zgodbe, kako ljudje stojijo pred tako novo zasaditvijo in potem pride nekdo mimo in reče: A si to videla? Pa to je totalno zanemarjen, pa kdaj bo to kdo prišel pokositi? In imate projektante, ki vložijo enormne količine energije, da se to zasadi s trajnicami in da se ustvari ta videz biotsko pestre zasaditve, sodobne, podnebno odporne, in potem imate hišnika, ki samo čaka, da projektant odnese pete in že naslednji teden ali kar vse pokosi, ali vrže travno seme, pa počaka, da trava preraste. Skratka, počasi. Ni možno hitro spremeniti navad, ampak so to globoke navade, v nas so vložene res tudi podobe, ki jih pričakujemo. Ko rečeš raznovrsten drevored, se ljudje kar stresajo, to sploh ni več park, to sploh ni drevored, Se drevored mora biti ista vrsta v linijo posajena, da je črta v prostoru, da so volumni v črti. Zdaj smo mi bolj nagnjeni k tej francoski tradiciji parkovni, vse geometrijsko porezano, ker niti ne geometrijsko porezano, ampak neka pravila. Bolj divja, in vrtovi njihovi tudi. Vrtnice rastejo kakorkoli in paše, Gotovo je evropski odnos. Tudi v tej kulturni zasnovi, so razlike. Seveda. Se lahko Slovenija sama prehrani z zelenjavo in z vsem ostalim, kar potrebuje, glede na to, da recimo uvažamo 80% sadja, 50% zelenjave ali koliko. Mesa, predvsem svinjine se ogromno uvozi. In z okoljskega vidika je to seveda slabo. Glede te samooskrbe, zelo veliko je enih mitov. Recimo, jaz sem bil 8 let na Nizozemskem, ki je tretja največja izvoznica hrane na svetu, ampak so tudi več kot 50% hrane uvozijo, ker pač so se specializirali na določene izdelke, jih izvozijo, uvozijo pa tiste, ki so manj vredni finančno, in tam se ne ukvarjajo s samooskrbo. Tam je rastlinjaki, kjer sadijo samo take rastline noter, ki nič ne pripomorejo k prehrani, kljub vsem inputom vode, gnojilom, pa plina po zimi za ogrevanje in tako naprej. Tako je taka zanimiva debata, ki imamo v Sloveniji. Tudi ZDA sem ravno prebral, so imela lani $49 milijard negativne bilance v prehranskem sektorju. Taka ogromna država, ki izvaža ogromno hrane, jo več uvozi. Recimo Evropska unija, kjer se pa pogosto mene kar malo zmrazi, poslušam politike, ki rečejo, evropski kmet mora biti bolj konkurenčen, iz ostalih držav nam škodijo. Evropa ima pa rekordne presežke, mi pa izvozimo več, kot uvozimo. Pač izvozimo izdelke z višjo dodano vrednostjo, recimo sira pa vino, ampak vseeno, tako odločitev so usmerjali. Tako da jaz ne bi zdaj nikoli rad videl, da bomo pa zdaj mi zapovedali, da bomo pa pšenico, koruzo, svinjino vse pridelali sami, ker potem bomo jedli 4-5 izdelke, ki jih lahko bomo na tej ravni. Jaz pa hočem, da moramo imeti neko raznoliko prehrano in tako naprej. Se pa je treba zavedati, da ta samooskrba je zelo pogosto nekako statistična. Gleda se, koliko ton mesa pridelamo, koliko ga uvozimo, koliko ga porabimo, in potem smo samooskrbni recimo pri perutnini. Ne povemo pa, da smo vozili tisto leto 80,000 ton soje iz Brazilije za krmo teh piščancev, in zame to ni samooskrba. Zdaj ne samo z okoljskega vidika, ker z okoljskega vidika to je lahko katastrofa, ampak tudi z nekega geopolitičnega, ker zdaj poslušamo dosti, zadnje čase, vidimo, da je naše kmetijstvo bilo odvisno od gnojil iz Rusije, od krme iz Brazilije. Brazilija je nekako ratala zaveznica Rusije trenutno. Vidimo, da kar naenkrat smo v situaciji, ko naš prehranski sektor, čeprav ta najmanj ekonomsko vreden del, se pravi krma, gnojila, je nekako izven Evrope najbolj vreden, ko pa mi potem te mesnine predelamo in jih izvozimo, je ostane v Evropi, ampak vseeno smo kar naenkrat, kaj če pride do situacije, da se pristanišča zaprejo, da se vojna razširi. Potem bomo pa videli, da ta okoljska komponenta, na katero opozarjamo, ima še drugo plat. In to je to, da morda ni najbolje, da smo ustvarili sistem, ki je ekonomsko izredno učinkovit, okoljsko je pa dost, bi rekel, prav zastrašujoče, kar počnemo Evropejci s svojim načinom življenja na drugem koncu sveta. Zdaj, Evropska okoljska agencija ocenjuje, da 55 do 60% površja Evrope Evropejci potrebujemo izven Evrope.
To je za pridelavo hrane, za krmo, ampak tudi recimo pridelava kavčuka za naše avtomobile, a ne, in tako naprej. Ali pa za pohištvo, ali pa rudnine. Tako da to so ogromne površine, ki smo mi odvisni od drugih koncev sveta. In dokler smo še mi prijatelji z vsemi, to gre. Lahko pa, da bodo te države ali se odločijo, da bodo več teh stvari namenili svojemu prebivalstvu, ali bodo raje prodali Kitajcem, ki ne bodo postavljali nekih pogojev po, kako bi rekel, visokih standardih, pa varovanju človekovih pravic, pa tako naprej. In to pa potem tudi pomeni, da se moramo vprašati po našem načinu življenja. Ker če naš način življenja potrebuje toliko površin v krajih daleč stran, to potem ni najbolj v redu, bi jaz rekel. Ja, tle imamo zelo različne ravni, ki so pa prepletene med sabo, ne? Se pravi, imamo gospodarstvo, imamo politiko, imamo način življenja, imamo potem seveda vse te okoljske težave, ki jih ta način življenja in funkcioniranje globalnega gospodarstva potegne za sabo, kar pomeni, da zadeve še zdaleč niso preproste, a ne? Ni takih instantnih in hitrih rešitev. Mogoče lahko pohištvo izdelujemo sami, lesa imamo za to dovolj, ne? Ja, seveda, ampak tukaj se tudi zelo podoben, kot pri ostalih, pri hrani in tako naprej, pojavlja to vprašanje v bistvu samooskrbnosti, a ne? In težnja po vse večje zavarovanju naših gozdov, ne, se pravi, gledamo na vse druge funkcije gozdov, bolj poudarjamo. In je v bistvu ta proizvodna funkcija, ki je glih tako ena izmed ostalih funkcij gozdov, je zelo potisnjena v ozadje in v bistvu gozdarji imamo eno tako podobo negativno, kot vi sekate drevesa, izsekavate gozdove in povzročate težave. Hkrati je pa res, da se največkrat to nanaša na ta problem, ki je bil zdaj izpostavljen. Ne? Se pravi, da Evropejci želimo svoje gozdove ohraniti in nas prav nič ne zanima, če rabimo sojo ali pa palmovo olje, kje in na kakšen način to proizvedejo. Zato, ker imamo denar in bomo to kupili. Ne? In povzročamo, globalno gledano, smo pa vsi na enem planetu, ne? In povzročamo ogromno škodo. Ne? Tako da jaz pravim, ja, lahko naredimo sami svoje pohištvo, ampak če uporabljamo pri tem svoj les. Ne? In jaz verjamem, da z načinom gospodarjenja, ki ga imamo, trenutno lahko zadovoljimo svoje potrebe. Ni treba tukaj še dodatno omejevati lastnika gozdov pri sečnji. Imamo sistem, ki je zelo nadzorovan preko gozdno-gospodarskih načrtov z revirnimi gozdarji in tako naprej, je lastnik gozda nekako usmerjen, da seka to, kar mu v bistvu revirni gozdar označi. In če bi temu našemu v bistvu gospodarjenju z gozdovi sledila tudi lesno-predelovalna industrija, tako kot je bilo pred letom 90, bi imeli to samooskrbnost bistveno večjo. Ne? Nažalost se ta lesno-predelovalna industrija zelo sesula, gozdovi se nam spreminjajo, vse več imamo listovcev in lesna industrija se nekako ni prilagodila temu prehodu. Ne? Tako da nažalost tudi pri pohištvu več ali manj vse prihaja, ali pa zelo velik delež, ne bom rekla vse, velik delež prihaja iz tujine. Naprimer, na inštitutu zdaj gradimo novo stavbo, na srečo bo večinoma iz lesa, ampak les prihaja iz Avstrije. Jaz sicer pravim, da je slovenski les, da je slovenski les, zato ker je Žage takoj čez mejo in sem skoraj prepričana, da je velik del slovenskega lesa. Ampak nažalost ne morem reči, da je tukaj zadaj slovensko podjetje, ki ta les izdelalo. Pa smo si zelo želeli, pa ni šlo. In tukaj je ta v bistvu nekje iskanje ravnovesja med tem, kaj nam narava omogoča in tem, kaj ljudje potrebujemo. Zraven je pa še ta vmesnik industrije, ki se mora skladno s tem razvijati in jaz ne verjamem v velike industrije. Jaz verjamem v nišno proizvodnjo, v nekaj, kar je prilagojeno lokalnemu okolju. In tukaj isto po mojem tudi za kmetijstvom. Ne. Ta samooskrbnost, če se lahko toliko ozrem še na ta problem, je po mojem statistično zelo spregledana. Ker če bi šli dejansko narediti analizo, ne vem, če imate, koliko ljudi ima vrtove pri nas v Sloveniji. Ne. In je ta samooskrbnost mene tudi zanima. Ne. Ker zelo težko zemljo ljudje prodajo, ne, ko jo podedujejo. Zato, ker nekaj malo zemlje pa moram imeti. Če se nekaj zgodi, da bom... Ne. In je ta vidik samooskrbnosti, mislim, da je malo podcenjen v Sloveniji. Se strinjata, Maja, Žiga?
Jaz težko rečem, da nimam takih podatkov. Sigurno pa je to, da vidimo, da sigurno je ta navezanost na zemljo in ideja, da si pridelaš, je zelo živa. Vsakič, ko pride, do stiske ekonomske krize, česarkoli, takole, če gledamo skozi zgodovino, ljudje ne glede na to, kaj sicer počnejo v življenju, se vrnejo k zemlji. Tako da to je sigurno res, ne, da te neke solate, zgodnje zelenjave, nekaj, kar se da brez veliko znanja in veliko truda dela in ob drugem delu narediti, to je pač kar nek slovenski standard. To ljudje radi počnejo, to ljudje znajo delati, znanje gre tudi iz roda v rod in delajo tudi v mestu. Tako da sigurno je to ene vrste potencial, eden od naših potencialov. Zdaj, koliko se da te hrane predelati, če postanemo skromni in zadržani, tudi verjetno nekaj pomeni to. Si mesta na nek način, vsaj Ljubljana, pa nedvomno še kakšno drugo mesto, spodbuja to vrtičkarstvo, ne? Z odrejanjem nekih posebnih prostorov, kjer si lahko človek najame vrtiček in ima neko gredico ali dve za to osnovno zelenjavo. V letu 2010 je mesto tako zelo aktivno stopilo v to politiko urejanja vrtičkov, vrtičkarskih območij. Predtem smo imeli bolj svobodno rabo, recimo tako. Ki je bila po svoje šarmantna. Ki ni naredila velike škode. Skupaj znešena, ampak ni naredila velike škode. Če govorimo o tem, kakšno škodo povzročimo z gradnjo ali pa z neko cesto, to je raba, ki, jaz pravim, to je najboljša začasna raba prostora. Ljudje si želijo, ti jim dovoliš, tebi ni treba vzdrževati, oni si pridelajo, edino neka osnovna pravila, da se ne navlečejo smeti, da se ne uporablja preveč fitofarmacije, ampak govorimo o časih, ko smo imeli te, svetovalnice s fitofarmacevtskimi sredstvi v vsaki mestni četrti, tako da in ljudje so bili navajeni iti in so tudi dobili vrtnarsko pakiranje sredstev in seveda na svet. In to je bilo zelo normalno in jaz sem se z vrtičkarstvom ukvarjala kar veliko. In mislim raziskovalno in imam to zelo dobro sliko v tem smislu, kako je to res gibljiva dejavnost. Sprav nekje pozidaš, pa vzameš ljudem vrtove, ljudje se preselijo. Ne vsi, ampak tisti najbolj voljni in vztrajni se preselijo. Pridejo časi, bolj dobri časi, pa se ljudje ukvarjajo z drugimi stvarmi, pridejo bolj težki časi, se ljudje vrnejo k zemlji in tam mislim, da okrog leta 15, če ste takrat odprli katerokoli revijo, gledali oddajo, ste videli gospodnike Krajnca, Nado Vodušek, Žigo Maleka, zvezdnice, zvezdnike, vsi so imeli vrt. Ker je bilo to ena doba, ker je to bilo tako zelo, zelo aktualno, imeti in se pogovarjati o tem. Pa to spet malo sahne. Ampak je pa zelo živo in mesta se s tem ukvarjajo, skušajo ljudem priti nasproti. Koliko je te fleksibilnosti še v nas, kakršna je bila na primer med vojnami, ki so kar v parkih posadili krompir, koruzo, sploh v Veliki Britaniji, ki je zelo odvisna bila od hrane. To ne vemo, ampak v malih krajih jaz mislim, da še zmeri, pa tudi Ljubljana bi verjetno v krizi popustila, pa bi dovolila obrniti svoje trave. Mogoče kaj eno anekdoto povedal, pa dve. Mi smo nedavno na inštitutu gostovala sodelavka iz Nizozemske, v Ljubljani je živela in seveda Ljubljana je čisto navdušila. Ampak jaz si mislim, da bo navdušena nad Rožnikom, pa Grajskim gričem, ki je pač gost v centru mesta, ali pa razgled na Alpe, da jo bo navdušil, ali pa ta en kanal, ki ga imamo skozi mesta, pač ona iz velikega nizozemskega mesta, kjer je na stotine kanalov. Najbolj navdušil, ki je bilo Trnov in je videla tam, ljudje videli tam starejši gospe, ki so sedili solato, pa jo pobrale. In ni mogla verjeti, da je prav ta prav vrt, ne nek hipsterski, demonstracijski vrt, ampak prav neka taka proizvodnja solate je bila tam, ni mogla verjeti in je slikala sem še v tej nizozemski skupini pošiljala, rekla, lejte, v sred mesta imajo solato, prav ta pravo solato gospe sadijo in pa jo nesejo nekam. In to je bilo nekaj, kar je najbolj navdušalo. Zdaj, sem živel v Nizozemskem 8 let in sem živel v enem naselju, ki se mu reče Town-Dorp, mestna vas. In so tudi po drugi svetovni vojni v dobri veri, da bi delavci imeli ta stik z zemljo, so zgradili naselje vrstnih hiš, in kjer je vsaka hiša imela vrt, in so rekli, ljudje bojo potem, ko zaključijo z delom v ladjedelnici, takrat so tam delali v ladjedelnici, bodo šli domov in bodo kmetovali. In so ljudje, kaj so naredili?
pač vso zemljo so odmaknili, so vse tlakovali, ampak so pa dali kletke s kokošmi in je bilo v naselju 8,000 hiš, vsaka je imela svoj kurnik. In sosedi, ker sem v sosedeh, so bili starejši, že z tega časa so rekli, da je neverjetno smrdelo včasih pač v tem naselju, tako da je pol mesto to začelo malo, da grejo preč od tega samooskrbe, no? Ker je šlo malo predaleč. Se pa strinjam s tem, da je ta vrtna komponenta v Sloveniji zelo pomembna, ker vse te statistike, ki gledamo, res za Slovenci bojimo premalo solate, premalo zelenjave in tako naprej, ampak mislim, da je to res podcenjeno, ker to temelji na prodanih količinah, koliko dejansko mi v vrtu dobimo. Zdaj morda krompirja doma ne moreš ne vem koliko pridelati, ampak zdaj sem v bloku, tako da na balkonu nič užitnega ne sedim, ampak moji sorodniki, solata celo leto, kumare, čebula, česen. Če drugega ne, nektar je stik z naravo, da ko otrok divja, da mu rečeš, da gre pobirati koloradske hrošče in neka win-win situacija, ker ne rabiš uporabljati fitofarmacevtskih sredstev. Tako da meni se zdi tudi ta rekreacijski del zelo pomemben, predvsem pa ta, da vidiš, kako vzamemo dostikrat hrana, vse na polici. In ko pa ti vidiš, koliko je enega, za nek dober izdelek, koliko je enega dela, da ne pošpricaš samo, pa daš neko gnojilo in je to, če se dejansko s vrtom ukvarjaš, da koliko je enega dela, s tem, da dobiš nek hranljiv in zdrav izdelek iz tega. In možnosti za to, da dobimo veliko takih hranljivih, zdravih izdelkov iz slovenskih tal, je še dovolj, ne? Ali gremo že proti točki, ko je premalo? Stališče tega vrtičkarstva, jaz ne vem, če je bila kakšna raziskava, to bi Maja mogla vedeti, koliko ljudi se dejansko s tem ukvarja. Jaz sem občutek, da moja generacija nimamo časa, da kakšen rožmarin že malo porežemo, ne bi pa zdaj na veliko okopavali, mogoče kam starejši. Ampak glede na to, da 65 do 75% Slovencev živi v enodružinskih hišah, je velik potencial pri tem. Zdaj nimajo vsi dovolj velikega vrta. Mene predvsem žalosti, ko vidim sosede, ki so recimo asfaltirali celoten vrt, da imajo zdaj 3-4 avtomobile parkirane, ker to je spet ta izguba tal, ki sem jo prej omenil. Tako da se mi zdi, da bi veljalo to spet morda recimo veseli me, vidim, da imajo vrtci spet te programe, ko otroke učijo. In potem prije nekje od zgoraj hčera reče, dajmo še mi saditi, dajmo še mi presajati. Medtem, ko sem že na to čisto pozabil. Tako se mi zdi ta izobraževalni aspekt zelo pomemben. Otroci radi delajo z rokami, radi imajo od prsti umazane nohtke. Mislim, da je to za njih nekaj zelo lepega, ne? Ja, absolutno. Absolutno otroci, jaz vedno, kadar kdo reče, da je treba v vrtcu začeti, zmeraj rečem, lepo prosim, ne, otrokom je vse jasno. Ne? Res, pač otrokom je to tako jasno, ne, da ima to nek smisel, da predeluješ zelenjavo, pa tudi če je samo, ne vem, rukola ali pa kakšen peteršilček ali pa kaj takega. In podobno jim je zelo jasno, da je bistveno bolj dobro, da se vozijo s kolesom ali pa da hodijo peš v šolo, kakor da jih pripelješ z avtom. In ne rečejo, da se oni dobro počutijo. Vedno povejo, da tudi zato, ker je potem boljši zrak in je bolj mir okrog šole in je bolj varno. Tako oni vse povejo, tako ni treba, da ti poveš. Tako da, otroci imajo zelo ta čut, drugače pa nazaj, k tem vrtičkom in Slovencem, te številke tako zelo nihajo, se pravi to vrtičkarstvo, ne urbano vrtnarstvo. Zadnjič sem s kolegico Rozalijo Cvejić z Biotehniške fakultete sedela na okrogli mizi, ne urbano vrtnarstvo, to je vrtnarstvo, profesionalno dejavnost, ki jo izvajajo kmetje, ki so orientirani na kupce v mestu. In so drugače, kot je bilo prej mogoče omenjen ta nizozemski model. Pri nas v Prekmurju pač je, ne vem, so žitarice, pa sladkorna pesa, pa čao, to je najboljši denar. Oni skrbijo, da imajo zelenjavo, ker je pač tukaj potrošnja zelenjave velika in ker pač tudi dobro lahko to prodajo. Vrtičkarstvo je pa pač nekaj res takega, kar mal niha, v smislu tega, od tega, kar je rekel Žiga, da nimaš časa, v enem vitalnem delu življenja mlade družine imajo druge opravke ali pa tudi mogoče različne kariere. Hkrati pa je izjemno prav taka kulturna značilnost Slovencev. Ko sem se s tem ukvarjala, naprimer v Ameriki, po Ameriki sem kar precej hodila, v Ameriki smo Slovenci potem znani. Slovenci so pač tisti priseljenci, ki imajo zelenjavni vrt. V Ameriki, kjer je pač res ta pokošena trava in košnja trave, tako pojem ameriške kulture, Slovenci pač od zadaj, ne pred vrtom, ampak od zadaj pa imajo solate, pa vse, kar paše zraven in to nosijo sabo in semena se prenašajo in znanje in semena so se pošiljala,
ko so se ljudje izselili, so se pošiljala semena, Primorci so pošiljali svojim izseljencem, ker je bila tukaj je bilo treba imeti redič in to, kar pač si navajen jesti. Tako da ja, to je del slovenske kulture, sigurno je potencial, sigurno. Treba je na to misliti, tudi zato, spet nazaj k tej ideji, da pravzaprav sadimo drevesa, skušamo pa ne več govoriti samo o zelenih površinah v naseljih, ampak res o ekološki vrednosti prostora, ki ga varujemo, in tukaj imamo pa v mislih lahko tako okrasne nasade, ali pa saditev dreves, kot tudi v sili, v priliki, če bi to potrebovali hrano. Tako da res govorimo o tem varstvu tudi talnih sistemov. Čist drugačen pogled prihaja v urejanje prostora urbanega. Enako velja verjetno tudi za gostnike, ne? Ja, moram reči, malo bi se navezala na to naše tradicije, ne. V Sloveniji imamo tudi čez 400 000 lastnikov gozdov, ne. Če nas je 2 milijona pa nekaj, vidimo, da velik delež Slovencev ima vsaj eno v družini ima gozd, je lastnik gozda, ne. In je tudi ta velika navezanost na gozd, kar seveda povzroča problem v teh majhnih parcelcah, ki je malo težji gospodariti. Ampak na podeželju, tudi ko smo delali raziskave, je zanimiv velika odvisnost od lesa iz tega gozda. 70-80% lesa, ki ga pridobijo ti majhni lastniki, uporabijo sami. Se pravi, sploh ne vstopa na trg, ampak gre za pokrivanje lastnih potreb. Zdaj se tukaj v veliki meri za ogrevanje, ne? Tukaj so mnenja različna, ampak jaz še zmeraj pravim, da tudi energetska samooskrbnost podeželja je pomembna, ne? In v tem primeru, ko ima lastnik gozda, sam pridela les, si sam pripravi drva in jih sam uporabi, ni s tem nič narobe, bolj je narobe v kakšnih pečeh uporablja, ne? In tam izhajajo emisije. In tam bi mogli narediti več za te sodobne kotle, da bi emisije zmanjševali. Tako da tukaj je zelo podoben, kot pri vrtičkih, je tudi pri gozdu zelo ta navezanost, zelo malo gozda se prodaja, se prenaša, deduje iz generacije v generacijo in v bistvu gozd glih tako predstavljen ta kamenček v mozaiku te samooskrbnosti ljudi, ki mislim, da je zelo pomembna. Bi lahko za konec tvegali recimo eno trditev, da ravno ta navezanost, o kateri smo zdaj na koncu govorili, nam bo pomagala ohraniti biotsko raznovrstnost in manjše lokalne ekosisteme, če seveda ne bodo podnebne spremembe vsega tega obrnile na glavo. Je tukaj upanje, prihodnost, da nam ta naša navezanost pomaga pri ohranjanju stara semena, semenske banke imamo, skrbimo za to, da se ohranjajo določene kulturne rastline, pa tudi rastline v divjini. Nenazadnje ogromno jih je zaščitenih, kar je tudi prav. Ja, meni se zdi, da je to malo dvorezen meč. Mi lokalno bi rekel, kar dobro skrbimo za okolje v Sloveniji. In tudi mislim, da zato, ker vidimo vse okoli nas zeleno, pa različne odtenke zelene, pa imamo čiste vode, vsi ti indikatorji evropskega gledamo, smo mi, kar se okolja tiče, skosno nekje na vrhu. Ravno zato tega mislim, da imamo nek občutek, da se mi pa neke škode preko tega ne povzročamo. Izpusti so nekaj, kar je nevidno, in mislim, da zaradi tega, ker živimo v takem. Tudi v Ljubljani neka najmanj zelena ulica je med bolj zelenimi v primerjavi s kakšno svetovno metropolo. In mislim, da zaradi tega so nam morda po eni strani to dobro, ker ko pride do kakšnega posega, vidimo mogoče pri nas malo več odpora, ali pa da ljudje zahtevajo premislek od odločevalcev, kaj se bo nekje v prostoru naredilo, če se izgubi kakšna zelena površina, ali pa se poseka gozd, ali pa se izgubi kmetijska površina. Ko gre pa za nekaj preko naših meja, kot je to izsekavanje v drugih koncih države, izpusti, ki so povezani s tem, da se zelo radi vozimo čedalje večje avto in tako naprej. To pa mislim, da nekaj je pa potem glih zaradi tega težje spremeniti, ker ljudje rečejo, vse poglejte, sem vrtiček, sem svoj gozd, sem stik z naravo non-stop, kolesarim vsak dan in tako naprej. Jaz ne morem biti slab za okolje, ampak je pa precej več na tem. Tako da mislim, da je tako malo dvorezen meč. Eni stvari je zaradi tega toliko lažje narediti, to smo videli recimo pri tem referendumu v vodah, koliko je mobiliziralo ljudi. Po drugi strani pa toliko težje narediti, pa ljudje mislimo, mi smo svoje že naredili, pa še recikliramo povrhu, ker nam ne bilo treba. Zato pa potem, ko rečemo, da je treba,
izboljšati javni promet, pa manj pojesti mesa. Vplivi tega so vse izven Slovenije, ne pa se mi zdi, da je malo vseeno, ker tega ne vidimo in mislim, da smo že dovolj naredili s tem, kar smo. Ker tako lepo negujemo Slovenijo, mislimo, da nam ni treba še negovati sveta. Ja, pregledamo to, kar se nekje drugje dogaja. Ja, jaz mislim, da ena prednost je res v tem v bistvu malo površinskosti, in tega smo rekli v bistvu, da imamo majhne lastnike tako zemlje, relativno majhne kmete, majhne lastnike gozdov, tako da je zelo malo tega res intenzivnega izkoriščanja, in da imamo še zmeraj zelo pestro krajino, ko pogledamo izven mest in v končni fazi tudi okrog Ljubljane. V Ljubljani mislim, da je okrog 40% gozda celotni občini, kar se mi zdi izjemen podatek. Tako da je ta zelena kulisa nekaj, kar je del nas. Je pa res, kot je bilo rečeno, da nas to mogoče kdaj zaslepi in da ne opazimo, da se dejansko odzadaj dogajajo trendi, ne samo daleč okrog na drugih kontinentih, ampak tudi v Evropi in tudi pri nas. To, kar sem rekla, v bistvu, te klimatske spremembe vplivajo na ekosisteme, vplivajo na živali, na rastline in to so res taki dolgotrajni procesi, ki bodo v eni točki postali irreverzibilnih. Ne bomo se mogli več potegniti nazaj, ker bo prišlo do enega, ko pravijo, prekuca, ekosistemi ne bojo več prenesli teh sprememb. Tako da dejansko bi bilo treba več narediti na ozaveščanju in zavedanju ljudi, da je treba vsak dan nekaj narediti in vsak od nas. Ja, jaz bi tako rekla, se kar strinjam z obema, zelo je to res, da je to ta vtis, ki ga naše okolje daje, je tako varljiv in tako resni ljudje s področji, ki niso pač naravoslovno-tehnična, bojo znali govoriti o tem, pa sej, pa kaj ti pretiravaš s temi drevesi, pa kaj je s tabo, kaj je s tabo, s tem enim drevesom, da pozab malo na to. Ker v bistvu res nekako iz tega svojega mehurčka, kot rečejo, ne vidimo večje slike in nekako ne povežemo podatkov. Tako da to so kar velike ovire pravzaprav pri tem, da bi bili tako optimistični. Po eni strani je tudi tako, pri nas je res tako, samo umaknite se iz prostora, avto umaknete, rabo umaknete, nehate pometati. Vi imate v enem letu iz fug najprej pač neke tiste prve pionirske vrste, ampak ni samo ena, so 3 vrste rastlin, v 2 letih jih je že 10 vrst. Naši travniki, če jih nehamo kositi, zelo hitro seme pride in se obogatijo biotsko. Tako da to so te vrljivi vtisi, da je naš prostor tako močen in tudi je naša geografija, fizična, srečevanje sistemov, to vse imamo, ampak kako pa ravnamo, tukaj pa ni še to ozaveščeno, kar počnemo. Tako da tukaj meni se zdi naprimer taka dobra prilika, ker ste prej Veliko Britanijo omenjali, tam podnebni svet kot enega od kriterijev in ukrepov pričakuje, da se povečuje dolžina živih mej v krajini in urbanem okolju. Govorimo o eni sestavini okolja, ki je kulturno, tako kot vrtičkarstvo ali pa gozd, del našega kulture bivanja v naseljih. Živa meja je nekaj daleč najbolj normalnega, da se to pred vrtu naredi, da se uredi ta stik z javnim in vendar, če greste po mestu, vidite, da izginja, ne da bi se pravzaprav veliko ukvarjali s tem. Ljudje iz pragmatičnih razlogov jo zamenjajo, ne pomislijo, da je to ukinjanje življenjskega prostora za ptice, da je to, ki pač od spodaj nek plevel zrasel, da je to pravzaprav bil en majhen ekosistem. Tako da mi se navdušujemo za te, bom rekla, majhne ukrepe, preproste, tudi poceni ukrepe, ki pa lahko dajo tako na lokalu, eni mali ulici, tudi velike učinke. In mislimo, da mogoče se da s kakšno tako stvarjo to izkustvo in poistovetenje z naravo povečati v tem smislu, da bi bilo pol tudi bolj zavedno ravnanje. Nike Kranjc, Maja Simoneti, Žiga Malek, najlepša hvala, da ste bili gostje v našem podcastu Samo en planet. Vse dobro vsem trem. Hvala, da vabilo.